Kaj podjetjem lahko prinese novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju? Ja, kot veste, je bila novela sprejeta 2 meseca nazaj, oziroma je stopila v veljavo 2 meseca nazaj. Od tistega dne je tekel 2-mesečni rok, ko se bo uveljavila nova domneva insolventnosti, oziroma ta rok je že nastopil s 15. avgustom, torej vsa podjetja, ki so po novem dolžniki oziroma imajo blokado računov več kot 60 dni, se po novem domneva, da so insolventni. Takšnih dolžnikov po naših informacijah je nekaj več kot 9000, ta številka že nekaj časa, mogoče že kakšen mesec, 2, stagnira oziroma se giblje tu nekje okoli, malce narašča, malce pada. Dejstvo pa je seveda, da ta številka nam pove lahko veliko, namreč to pomeni, da lahko imamo v relativno kratkem obdobju veliko število novih insolvenčnih postopkov, ukolikor se seveda upniki ali pa tudi konec koncev tudi dolžniki odločijo, da bodo te postopke predlagali. Poudarjamo seveda, da ne gre za avtomatizem, torej 60 dni blokade transakcijskega računa ne pomeni avtomatično začetek, na primer, stečajnega postopka, temveč je seveda to prepuščeno še vedno upnikom in dolžnikom, da predlagajo. In ukolikor se seveda zgodi, recimo najbolj črn scenarij, da bi imeli večji odstotek od teh 10 000 podjetij, SP-jev v kratkem v stečajnih postopkih, seveda to ni dobro za slovensko gospodarstvo. Konec koncev bi to močno vplivalo tudi verjetno na število delovnih mest. Po drugi strani pa seveda je ta grožnja, ki jo predstavlja ta nova domneva insolventnosti, lahko vpliva tudi na tiste dolžnike, ki pa se za to recimo blokado skrivajo oziroma poslujejo recimo preko tujih transakcijskih računov ali pa celo poslujejo na črno. Se pravi, za njih pa seveda lahko takšna domneva predstavlja grožnjo in seveda upamo, da bodo predvsem ti dolžniki pa v relativno kratkem obdobju pripravljeni poravnati svoje obveznosti do upnikov in na ta način seveda znižamo to številko, recimo 9000 okvirno ali pa nekaj več, za kakšnih 1000 podjetij ali pa celo več. Se pravi, da tisti, ki so sposobni poravnati svoje dolgove, to tudi storijo.